Pozdravljeni! Ljutomerski gimnazijci smo za vas tudi ta mesec pripravili veliko zanimivih utrinkov dogajanja na naši šoli. Pa začnimo z socializacijskim dnevom, ki je namenjen medsebojnemu spoznavanju naših novih dijakov. Zadnji petek v septembru že več let namenjamo raziskovanju. Tudi letos je bil Ljutomer del evropskega projekta Noč raziskovalcev. Na šoli je potekala že tradicionalna Noč raziskovalcev. Obiskali so nas številni predavatelji, med njimi kar nekaj bivših dijakov GFML. Namenjeno je bilo znanosti in raziskovanju. Letošnji slogan je bil Varni z znanostjo. Ponosni smo, da je že 4. leto zapored potekala tudi na gimnaziji. Z nizom predavanj in delavnic smo tako dijakom 2. in 3. letnikom skušali približati znanost, raziskovanje in poklic znanstvenika. Obiskovalci so imeli na gimnaziji priložnost spoznati, kaj znanost pomeni za naše življenja, ter kakšen je poklic raziskovalca oziroma znanstvenika. Premalokrat se namreč zavedamo, da so bila za reči, ki jih uporabljamo vsak dan, potrebna neka znanstvena dognanja, znanstveni poskusi in preizkusi, da danes delujejo brezhibno in nam olajšajo življenja. Tako so v 12 delavnicah slovenski raziskovalci, doktori znanosti mladim predstavljali svoje raziskovalno delo, dognanja in ugotovitve. Kreme načeloma delimo na hidrofilne in pa hidrofobne. Mi smo danes delali hidrofobno kremo, katere sestavine so bile holesterol, lanolin, beli vazelin. To je bila v bistvu neke vrste mazilna podlaga in temu smo potem naknadno dodali še olivno olje, vodo in pa eterično olje sivke z namenom izboljšanja vonja. In kako na najlažji način preprečevati debelost?
Najlažji način je absolutno na prvem mestu osveščanje. Če si torej o tem osveščen, izobražen, naštudiran, je praviloma v takih populacijah debelosti manj. Vkolikor pa imamo recimo kakšne bolj socialno šibke populacije, pa je pogosto ta torej šibek položaj, revščina na žalost povezana tudi s samo debelostjo. Velikokrat je lahko razlog kakšni vedenjski vzorci, ki se preko staršev prenašajo na potomce, lahko je razlog nenazadnje genski dejavnik, kakšen vpliv iz okolja, potem kakšni prijatelji s pretirano telesno maso. Skratka, teh dejavnikov je lahko več, nenazadnje tudi psihološki dejavniki. Bistvenega pomena je, da v bistvu dijaki razumejo, zakaj mi sploh sintetiziramo magnetne nanomateriale, kaj je doprinos vsake faze, da gre za proces absorpcije, da to lahko tudi v bistvu zmanjšamo količino bakra ne samo na modelnih raztopinah, ampak lahko tudi prenesemo v realno okolje. Ja, zagotovo je ključ do lažjega razumevanja in poznavanja frazemov v branju knjižnih besedil, zato ker jih vsebujejo zelo dosti frazemov in seveda namensko biti pozoren na frazeme. To je, se mi zdi, najboljša pot do tega, da frazeme usvojiš in jih razumeš. Berite, najprej berite, razgledujte se, pogovarjajte se tudi v narečju, razvijajte svoj govor, ne pozabljajte ga, kajti samo na tak način lahko živi. Izvedena so bila tudi 4 predavanja, eno izmed njih tudi za starše na temo samopodoba najstnika in kako jo starši lahko sooblikujejo. Projekt je sovpadel tudi z gibanjem mladih za podnebno pravičnost, ki so opozarjali, da ni planeta B in da moramo poskrbeti za ohranitev tega, ki ga imamo, k čemur zagotovo lahko pripomoremo tudi z znanstvenimi dognanji. Mladi za podnebno pravičnost so v petek 27. septembra v sodelovanju z gimnazijo Franca Miklošič Ljutomer organizirali podnebni štrajk. Njihov pohod je potekal skozi park Rudolfa Maistra na glavni trg in potem skozi park prvega slovenskega tabora nazaj proti gimnaziji, kjer so odmevale besede in razmišljanja mladih. Zdaj čakate na zadnji trenutek. Ta je namreč že minil. In to ni prošnja, to je zahteva. Pomembno je, da štrajkamo tukaj in zdaj in ne čakamo slepo na jutri z mislijo, da bodo tisti, ki jih je ljudstvo izvolilo, naredili spremembo sami od sebe. Jure Miholič, koordinator gibanja mladih za podnebno pravičnost na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, pravi, da so se zbrali z namenom, da se naredijo spremembe v sistemu, ki bodo korak proti podnebni pravičnosti. Štrajk v Ljutomeru je bil res prvi, vendar nikakor ne zadnji. Prihodnje se bo najverjetneje organiziral tudi podnebni štrajk proti podnebnih spremembam v Murski Soboti, tako da boste zastopani obe regiji, ki se bosta tako kot vse ostale na celem svetu prav tako borila za proti klimatskim spremembam za podnebno pravičnost. Štrajka se je udeležilo veliko število učencev in dijakov, tem pa so se pridružili tudi predstavniki društva zveze Moja Mura. Pomembno je to, da ste se zbrali, da ste se v resnici zbudili, da zahtevate to, kar vam pripada. Jaz sem prišel tu sem danes v imenu generacije, ki je stara 66 let in je vam naredila zelo veliko škode v okolju in se vam predvsem v imenu tistih, ki se vas nočejo slišati, iskreno opravičujem. Mladi so s štrajkom želeli sporočiti, da planeta B ni in da je zdaj čas za spremembe. Radovedno smo se odpravili v Marjanišče v Režej, kjer smo bili priča DSD jezikovnemu taboru. Le tega se je udeležilo 12 naših dijakov iz 4. letnikov, ki se želijo izpopolniti v znanju nemškega jezika in prijeti nemško jezikovno diplomo, ki bi jim odprla več vrat do študija v tujini. Menim, da je tabor DSD odlična podlaga za prihodnost, saj z to diplomo lahko se sama tudi udeležim kakšnega študija v tujini, kot sta Avstrija ter Nemčija, in tudi nasploh za nadgraditev samega jezika. Potek dela se razlikuje od običajnega sedenja za šolskimi klopmi, saj poteka na bolj učinkovit način. Tabor DSD je v bistvu namenjen dijakom, ki bodo delali izpit DSD2, to pomeni nemška jezikovna diploma na najvišji ravni. Tabor je seveda ena takšna prilika, ko smo vsi skupaj na enem mestu 3 dni in res zelo, zelo intenzivno delamo
na različnih znanjih jih utrjujemo in dijaki so v zadnjih letih pokazali, da ravno na taboru naredijo največ. Delo na taboru je sproščeno, a vseeno zajema širok spekter poučnih dejavnosti. Veliko delamo v skupini, ter se pogovarjamo, delo je res sproščeno, dinamično, tako da ni nobenega strahu ali treme, tako da je res vzdušje prijetno. Po vseh besedah, ki smo jih bili deležni se strani samih udeležencev, več kot verjamemo v njihov uspeh pri opravljanju nemške jezikovne diplome, ki se bo odvijalo meseca novembra. Srečno našim Nemcem! V tem šolskem letu smo ponovili izvedbo jezikovnih delavnic po pomurskih osnovnih šolah, saj je bil odziv prejšnjo leta velik. Letos se je na delavnice prijavilo 18 šol. Pri izvedbi delavnic je sodelovalo več kot 30 dijakov, ki so poskušali v eni šolski uri predstaviti in navdušiti učence za enega od tujih jezikov, ki jih poučujemo na GFML. Dijaki so pripravili različne jezikovne igre, kvize in predstavitve za več kot 700 učencev, ki so na drugačen način poglobili svoje znanje angleščine in nemščine ter spoznali osnove španščine, francoščine in ruščine. V okviru Evropskega dneva jezikov smo na GFML ponovno pripravili jezikovne delavnice na glavnem trgu v Ljutomeru. Kot že vrsto let smo jih izvedli za najstarejše otroke iz vrtcev v Ljutomeru, Stročji vasi in Cezanjevcih. Delavnice so pripravili in izvedli dijaki ob pomoči posameznih profesorjev. Tako se je na trgu slišala slovenščina, nemščina, angleščina, španščina, ruščina in tokrat prvič madžarščina. Otroci so bili navdušeni, saj so bili vse skozi zelo aktivni, na trgu se je plesalo, pelo, tekalo, skakalo in predvsem govorilo. Na zanimiv in zabaven način so se spoznali z jeziki, obenem pa so se tudi naučili veliko novega. Upamo, da nam je v najmlajših uspelo zbuditi zanimanje za jezike in bo prav nekdo izmed njih postal svetovno znani jezikoslovec iz Prlekije. V sklopu vsakoletnega srečanja mladinskih pisateljev Okobesed 2019, ki poteka v Murski Soboti, so našo šolo obiskali 3 literarni ustvarjalci. Dijakinje, dijaki, profesorice in profesori smo imeli čudovito priložnost, da smo se srečali s priznanimi ustvarjalci Tilko Jamnik, Dušanom Šarortarjem in Vladom Žabotom. V pogovoru z njimi smo se ustavili ob vprašanjih, zakaj pisati. Zakaj brati, zakaj ohraniti jezik, smo Slovenci res čudež, zakaj brati tudi zahtevno literaturo. Druženje z ustvarjalci nas je spodbudilo k ustvarjalnosti, k poznavanju samega sebe. Pestro je bilo tudi dogajanje na predšolski vzgoji. Dijaki 2. V razreda so se v petek 13. septembra odpravili na ekskurzijo na Štajersko. Najprej so se ustavili v Celju, po katerem jih je vodil domačin Sašo Krajnc. Med sprehodom po mestu jih je popeljal skozi zgodovino vse od predantičnih časov do danes. Ogled mesta je bil poučen in zanimiv, hkrati pa tudi zabaven in prijeten. Obiskali so tudi muzej novejše zgodovine v Celju, v okviru katerega deluje tudi edini otroški muzej pri nas, Hermanov brlog. Nad muzejem in zbirko igrač v njem so bili navdušeni, najdlje pa so se zadržali v igralnici, ki je dodobra razburkala njihovo domišljijo in zbudila otroka v njih. Sledil je odmor za kosilo, med katerim so lahko tudi sami raziskovali mestno središče. Nato so se zapeljali v Velenje, v katerem so obiskali največji otroški dogodek v Sloveniji, Pikin festival. Letos so ga organizirali že 30-tič, tokrat pa na mestu ob jezeru potekal v središču mesta. Prizorišč je bilo več, dijaki pa so s pomočjo načrta in opisa dejavnosti lahko izbirali, kaj si bodo na festivalu ogledali. Delavnic in dejavnosti je namreč toliko, da si jih v kratkem času ne mogoče ogledati prav vse. Domov so se polni vtisov in zadovoljstva vrnili šele pozno popoldne. Poleg prijetnega druženja s sošolkami in sošolci je bila ekskurzija tudi zelo koristna, saj vsak od njih seboj domov prinesel tudi kakšno zamisel, ki jih bodo v prihodnosti uresničili bodisi v vrtcih, bodisi na delavnicah, ki jih za predšolske otroke pripravljajo na naši šoli.
V programu predšolska vzgoja so dijaki 1. V razreda imeli projektni teden z naslovom Otrok poglej okrog. V ponedeljek so dijaki imeli orientacijski pohod z nalogami po Ljutomeru, ogledali so si Kasaški muzej in zgodovinski ogled Ljutomera ter zaključili dan pri lončarstvu Žuman. V torek je bila strokovna ekskurzija na Razkrižje, kjer jim je župan predstavil delovanje in življenje v občini skozi čas. Dijaki so nato obiskali še vrtec pri osnovni šoli Razkrižje, ogledali so si dediščino družine Gašparič. Najzanimivejše ta dan pa je bila dijakom predstavitev prazgodovinske naselbine s prikazom življenja izpred 5500 let, kjer so tudi sami aktivno sodelovali. Torkov dan so dijaki zaključili z ogledom in predstavitvijo zeliščnega vrta Tivadar, kjer so jih domačini tudi pogostili z zeliščnimi namazi in čaji. V sredo in četrtek so šolske ure bile namenjene vključenim predmetom, kjer so izdelovali razne izdelke iz naravnega materiala. Dijaki so kot končni projektni izdelek pripravili objektivno poročilo o dogodkih v besedi in sliki. Ko se september počasi poslavlja, poteka projektni teden Otroci v vrtcu. Dijakinje 3. B oddelka so prisostvovale različnim predavanjem, ki so vsa potekala na šoli. Predavali so jim strokovnjaki z področja vzgoje in vzgojiteljice iz različnih vrtcev Pomurja, vsako predavanje pa je imelo teoretičen in praktičen del. Vzgojiteljica iz Lendave je predstavila FIT projekt, ki ga izvajajo v vrtcu, veliko so izvedele o otroci s posebnimi potrebami, obiskali sta jih učiteljici iz osnovne šole, podružnice Cvetka Golarja in jim predstavili to pomembno področje, nato pa so si ogledale še šolo in spoznale, kako tam poteka pouk. Torkova tema je bila podaljšano bivanje. V teoretičnem delu so izvedele, kako do tega poklica in kako poteka delo vzgojitelja oziroma učitelja na tej stopnji. Praktični del so popestrile različne igre. Predavanje Mi pa hišo zidamo jih je poučilo o mesečnih pripravah v vrtcu Črensovci, nato so iz plastelina ali majhne opeke izdelovale hiške različnih oblik. Projekt Mali in veliki skozi letne čase so udejanjile v vrtcu Sezanjevci, kjer so obdelale vsa starostna obdobja in izvedbene dejavnosti. Sredine dejavnosti so potekale na temo razvijanja fine motorike, ki je nadvse pomembna pri otrocih in v njihovem razvoju. Izvedele so, s katerimi dejavnostmi lahko ta razvoj spodbujamo v določenem obdobju, nato pa so zašile blazinice in jih napolnile z različnimi polnili, kot so riž, kaša in pasivka. Seznanili so jih tudi s formativnim spremljanjem otrok, se naučile, kako zapisujemo in opazujemo otrokov razvoj in na kakšne načine lahko to beležimo. Spoznale so različne inovativne igre, ki spodbujajo otrokov razvoj na področju gibanja. V četrtek sta jih o tem, kaj vrtci pričakujejo o bodočih vzgojiteljih in o značilnostih prvega starostnega obdobja, poučili ravnateljica in psihologinja iz vrtca Moravske Toplice. Na predavanju Tanka črta odgovornosti pa so izvedele, kako pomembni so dobri odnosi v skupini vrtca. Zadnji dan so načrtovale praznovanje rojstnega dne z vzgojiteljicama iz vrtca Ormož. Dijaki izbirnega predmeta ITS umetnost so si ogledali svetovno znani Beneški bienale.
Tudi tokrat za konec še nekaj raziskovanja. Ker mediji na veliko oglašujejo zdravilne učinke morske soli, kar se odraža tudi v cenah, nas je zanimalo, ali je morska sol res tako naravna in čista. Vemo pa tudi, da so oceani zelo onesnaženi s plastiko. Našli so jo tudi že na Antarktiki. Zanimalo nas je, če se mikroskopsko majhni delci mikroplastike prenesejo iz vode v morsko sol. Morsko sol so primerjali s kameno soljo. V nasprotju z morsko soljo se kamena sol pridobiva iz solne rude. Zato predvidevava, da v njej ni prisotne mikroplastike, saj ta z njo ni imela nobenega stika in se sol ni imela možnosti onesnažiti. Cilj najine raziskovalne naloge je bil, da se prepričava, ali je v morski soli, ki jo uživamo, prisotna mikroplastika. To so poskušala pokazati s svojimi reakciji, ki sva jih tudi sama vzgojila. Za raziskovanje pa je treba poznati tudi, kaj sploh mikroplastika je. Za mikroplastiko se smatrajo vsi plastični delci, ki so manjši od 5 mm. Ti so lahko tudi velikosti nekaj mikrometrov. Pomembno je vedeti, da se plastika v okolju ne more razgraditi, lahko se razkroji le na manjše kose. Vsa plastika, ki je bila kadarkoli proizvedena na svetu, je še vedno prisotna tudi danes. Vendar ne vemo, kje se nahaja in na kako majhne delce je razpadla. Za dokaz mikroplastike v morski soli sva vzgojila solne rakce. Najin namen je bil, da bi rakci to mikroplastiko pojedli. Pod mikroskopom bi jo nato videla, ko bi rakce obsevala z UV lučjo, saj plastika pod UV lučjo odbija večino svetlobe. Naredila bi kontrolo in umetno naredila mikroplastiko. Plastenko sva brusila z zelo finim brusnim papirjem in prah plastike nanesla na krovno steklo. Na vzorec sva svetila potem z UV lučjo in gledala v mikroskop. Na sliki pa je bil prikazan potem rezultat in ugotovila sva, da se mikroplastika sveti. V vodni kopeli sva iz jajčec pod ustreznimi pogoji vzgojila solne rakce, primerjala pa sva 7 različnih vzorcev različnih soli. Vsak dan sva iz vsakega vzorca pod mikroskopom pogledala 5 rakcev, to sva pa ponavljala 7 tednov. Najdeni delci domnevne mikroplastike so se vedno nahajali v prebavnem traku solnih rakcev, kar dokazuje, da so jih solni rakci morali zaužiti. Najdene delce sva tudi fotografirala. Delce sva našla v vseh vzorcih, razen v vzorcu s kameno soljo, največ pa v vzorcu, v katerem sva sama dodala mikroplastiko. Skozi raziskovalno nalogo sva opažene delce na fotografijah interpretirala kot mikroplastiko, saj je to tudi najverjetnejša razlaga, vendar pa nisva mogla dokazati, da je to res mikroplastika. Za pomoč sva prosila tudi docent doktorja Ivana Jermana ter gospoda Gregorja Žitka, ki sta nam pomagali izvesti dodatne analize s pomočjo ramanskega mikroskopa na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Rezultati analize iz Kemijskega inštituta nama niso mogli potrditi, da so ti delci res mikroplastika, zato pa je lahko več vzrokov. Naprimer, docent dr. Ivan Jerman je pripomnil, da je identificiranje delcev v tako majhni koncentraciji zelo težko, zato bi bile potrebne dodatne raziskave. Iz zbranih podatkov pridemo do rezultata, da je v morski soli najverjetneje prisotna mikroplastika, čeprav v zelo majhnih koncentracijah. To je najbolj logična razlaga. Niti enkrat nisva zasledila mikroplastike v vzorcih kamene soli, kar je v skladu s teorijo, saj je kamena sol pridobljena iz rude, ki pa ni nikoli v preteklosti bila v stiku s plastiko. Pokazala sva, da so solni rakci zmožni s hranjenjem v sebe vnesti to mikroplastiko, ker pa jih ostale živali, torej te rakce,
pojedo, se ta mikroplastika prenaša naprej po prehranjevalni verigi in se seveda tudi pride z morskimi jedmi tudi do človeka. Toliko smo za vas pripravili v tem lepem, sončnem oktobru. Z vami bomo tudi naslednji mesec. Do takrat pa bodite lepo. Adijo!